Pozdravljeni! Tako kot v mnogih slovenskih občinah je v občinah Ormož in Središče ob Dravi minulo soboto potekala čistilna akcija Očistimo destinacijo Jeruzalem Slovenija 2023. Tradicionalne spomladanske čistilne akcije so bile organizirane znotraj društev, krajevnih skupnosti in skupin. S kamero smo pospremili Hardečane, ki se imajo navado na dan čistilne akcije zbrati pred gasilskim domom na Hardeku. Vse čistilne akcije so že vnaprej bile dobro organizirane, s seznamom zbornih mest po krajih oziroma po krajevnih skupnosti, tako v občini Ormož kot v občini Središče ob Dravi. Krajevne skupnosti so poskrbele za dovolj vreč, za rokavice, predvsem pa za primerno motivacijo, kar pomeni jutranja kava in različni priboljški. Akcije so se začele ob 8 ali ob 9 uri. Hardečani so se tako kot običajno ob 8 uri zbrali pred gasilskim domom na Hardeku, med katerimi je bila tudi predsednica krajevne skupnosti Ormož, ki je med drugim povedala. Po vsej krajevni skupnosti v Ormožu, pa tudi naokrog, danes potekajo čistilne akcije, se pravi Očistimo destinacijo Jeruzalem Slovenija. Mene res izredno veseli, da smo Hardečanke in Hardečani tako zagnani na vseh področjih, tako tudi danes na čistilni akciji. Mislim, da smo se zbrali v lepem številu. Začnemo pa kot običajno tukaj pri gasilskem domu, gremo po Hardeki ob obvoznici in počistimo. No, tako na prvi pogled, seveda boste šele začeli, se vam zdi, je veliko smeti, bo veliko dela? Še zmeraj, na žalost, v današnjem razvitem času se zgodi, da se odpadki odlagajo na neprimeren način, tako da je prav, da se zberemo in da skrbimo za naše okolje, v katerem živimo mi, pa tudi naši otroci. Kaj pa število košev? Je recimo to tudi problem, da so morda v naravi, torej da je količina smeti v naravi večja? Število košev bi lahko bilo večjo, ampak na žalost je tako, da tisti, ki imajo namen odvrčiti smeti, jih odvržejo v naravo. Mislim, da na žalost bo treba spremeniti samo miselnost. Je pa tudi res, da opažamo veliko število sprehajalcev, psov in prav je tako, vendar bi tudi oni morali poskrbeti, da odpadke za svojim hišnim ljubljenčkom počistijo. Na kakšen način? Se pravi, da poberejo, dajo v vrečko in potem odložijo v kante za smeti. Nedolgo ste postali članica prostovoljnega gasilskega društva Hardek, to pomeni, da to ni edina nova funkcija, ki vas je doletela pred kratkim. Kaj pa je novega v prostovoljnem gasilskem društvu? Članica sem že kar nekaj let, mogoče smo zdaj z mladimi puncami postali malo bolj aktivni, se pravi, imamo res zagrete mlade punce, pa prav je, da potem tudi me starejše se vključimo in jih podpiramo. Je pa fino. Kaj je novega? Ja, v tem tednu smo na gasilskem domu Hardeku dobili novo sireno. In na tak način se na Hardeku testira nova sirena, ki očitno dobro deluje. Med zbranimi je bilo čutiti veliko dobre volje, a tudi ponosa, saj ima domač gasilski dom odslej novo sireno. Novost na hardeškem gasilskem domu je? Je nova sirena. No, kako to, da ste se odločili zamenjati, čemu je bilo potrebno nova sirena? No, mi se o tem nismo nič odločali, to je bila sicer naša druga sirena v zgodovini gasilskega doma, takrat smo jo seveda kupili same, vendar je zdaj obveščanje in alarmiranje prek sistema za obveščanje Republike Slovenije, to se pravi prek 112, in oni več niso mogli prožiti naše sirene v prvo soboto v mesecu, da bi lahko, takrat je preizkušanje alarmiranja teh siren,
in to ni bilo več mogoče, ker se ni dala povezati z digitalno, kot je danes vse to seveda digitalno, z centrom za obveščanje. Zato so v Republiki Sloveniji na Ministrstvu za obrambo se pred leti odločili, da treba zamenjati vse te analogne, če lahko tako rečem, sirene v Sloveniji, in teh siren je bilo treba zamenjati 1486. To ena firma se s tem ukvarja in to za kar že nekaj let zamenjujejo te sirene in zdaj smo mi pred včerajšnjem prišli na vrsto, da tudi našo zamenjajo. Vprašal sem mojstre, koliko so jih že zamenjali in so rekli, da so okoli cifre 1200, se pravi, počasi bo to vse urejeno. No, zdaj ta sirena je seveda povezana prek interneta, bi lahko rekel, prek radijskih vez z centrom za obveščanje na Ptuju, kjer vse vidijo, kaj se dogaja, lahko prožijo vse alarme, prenehanje nevarnosti nadaljavo. In zdaj čakamo na prvo soboto, to je 1. april sicer, da bomo slišali, če zadeva deluje. Je to kaj stalo samo društvo? Ne, nič. Mi smo staro sireno sicer vzeli dol zdaj, smo jo zadnjič te probali še malo zagnati, pa odlično deluje. Zdaj pa ne vem, verjetno jo bomo dali v muzej, ker imamo manjši gasilski muzej, ali pa mogoče kakšno društvo, če še katero, ki obstoja, ki sirene nima. No, kar se tiče današnje čistilne akcije, seveda ste zraven, ne? Kakšno je vaše mnenje glede na udeležbo? Ja, sem kar presenečen, prišlo je kar dosti ljudi, se pravi, do zdaj sem to jaz organiziral vsako leto, letos pa organizira Barbara, ki je bila izvoljena v krajevno skupnost in sem veseli, da je prišlo toliko ljudi in da se zadeva nadaljuje. Torej, krenili boste vsak čas na delo? Ja, tako, jaz sicer ne bom šel pobirati, jaz bom šel potem s prikolico pa pobral vse te vreče za njime, pa odpeljal na smetišče, tako da bo vse zaključeno, potem pa seveda sledi veselica, mora taj malo posneti v ono stran. Vsekakor, tudi gasilski kuhar je že od jutra imel polne roke dela. Tudi nože je bilo potrebno nabrusiti. Po zaključku akcije bo gotovo veliko lačnih ust. Tako je napočil čas, ko je bilo treba kreniti na delo. Med zbranimi je bilo tudi nekaj otrok. Si pripravil vreče? Moja mama jih je. Se ti zdi, je veliko smeti naokoli ali ne? Ja, tako vse govorijo. No pa vidiš kaj, kakšno smet. Ja, In danes boste torej vse pobrali. ja, očitno. Od gasilskega doma so se zbrani z veliko vneme odpravili najprej skozi kraj do trgovskih centrov, potem ob obvoznici do Dobravske ceste in nato nazaj do Hardeka. Vreče z odpadki je potem, kot je bilo povedano, z lokacije ob hardeškem gasilskem domu na odlagališče odpadkov odpeljal Slavko Petek. Sicer pa so, kar se tiče odvoza odpadkov, udeleženci po vseh krajih v občinah Ormož in Središče ob Dravi imeli možnost, da za odvoz zbranih odpadkov zbirnih točk poskrbi komunalno podjetje Ormož. Verjetno v soboto ni bilo kraja, kjer se krajani ne bi prijeli dela. S kakšno malico pa so najbrž delovno akcijo zaključili tudi drugod. V družbi delo vedno lažje teče, a tudi malica gre lepše v slast. In ko več rok prime za delo, so rezultati neizbežni.
Kraji destinacije Jeruzalem so tako od sobote še bolj čisti. Občini Ormož in Središče ob Dravi sta čistilno akcijo opravili torej minulo soboto. Občina Sveti Tomaž pa bo akcijo izpeljala 22. aprila. V nadaljevanju pa med kmetice, kjer je tudi kar nekaj obetavnih novosti. Smo slišali na minulem občnem zboru članov strojnega krožka oziroma Združenja za medsosedsko pomoč Ormož. Osnovna dejavnost društva, katerega članstvo se ves čas povečuje, je izvajanje in organizacija medsosedske pomoči med kmetijami in člani strojnega krožka. Za naše člane organiziramo še strokovna predavanja in izobraževanja z področja kmetijstva, izvajamo prikaze delovanja kmetijske mehanizacije, nudimo tehnično pomoč članom. Je osrednje aktivnosti naštel predsednik Mirko Kosi in pojasnil, zakaj je prav, da so en takšen krožek sploh ustanovili. Ja, s samim nastankom naše države praktično smo se začeli zgledovati, kako so kmetje organizirani, predvsem v tej danes tako popularni jedrni Evropi. In strojni krožki na področju Nemčije, Avstrije, Švice delujejo, ne vem od kdaj v bistvu, ampak mi smo si to vzeli kot eno primer dobre prakse, kjer bi nekako organizirano in nekako, da tako rečem, racionalno uporabo kmetijske mehanizacije prišli do boljših rezultatov praktično in tudi pokrivanje stroškov, ker vemo, da kmetijska mehanizacija je kar draga danes in tako smo iz tistih časov seveda jadrali skozi ves ta čas do danes. Strojni krožek bi lahko rekel, da deluje ne z vzponi in padci, ampak nekako kontinuirano se pomlajuje, tudi presenetljivo napram nekako sosednjim strojnim krožkom, ki jih jaz pač pobližje mogoče poznam, interes tudi teh mlajših. To verjetno tudi kaže na to, da so tu bolj, da rečem, manjše kmetije, pri kateri so vsi nekako še vpeti v to dejavnost, kar pri nekih profesionalnih velikih kmetijah drugje niti ni za opaziti, ali pa ni toliko interesa delovati preko strojnega krožka. Tako da, ja, strojni krožek je zanimiva združba, mešana gospodarjev, mladih fantov in željnih tudi nekih novosti in tudi v letošnjem letu je temu primerno že sprejet načrt praktično za aktivnosti za leto 2023 na upravnem odboru. Danes seveda čaka potrditev na občnem zboru, tako da je ena od ekskurzij, ki bo sedaj že v 3. mesecu v Italijo, v tovarno New Holland, kjer izdelujejo traktorje in kjer je New Holland ima tudi prodajno mrežo v Ormožu na avtocentru, tako da z roko v roki dobesedno enostavno tudi strojni krožek pa vodstvo išče zmeraj neke sinergije in to je potem verjetno toliko atraktivno, da je tudi zmeraj udeležba, lahko rečem, ziher 60-70%, kajti vemo, da se giblje članstvo tam do 200 članov in to niti ni tako mala številka, bi rekel, za ta čas, kajti samo kmetijstvo kot tako je več cajt na udaru, da tako rečem, ni finančno tako zanimivo, je pa preko takšnih oblik združenja pa lahko daš mogoče kakšen kamenček k temu mozaiku kmetijstva, da je to malo lažje sprejeti, pa pozneje tudi oditi domov z nekimi vtisi, pa se pogovarjati potem o te stvari. Drugače pa je kar zanimiv program za letošnjo leto pripravljen, tako da bo na vsako četrtletje kar nekaj zanimivega, tako da jaz upam, da bo. Tudi
tudi kaj strokovnih predavanj, pa to se organizira znotraj krožka. Ja, res je, seveda smo že opravljali in tečaje za varno delo z motorno žago. Sedaj se je ponudil tudi eden za vedno več je tudi razne druge specialne mehanizacije na kmetijah, od viličarjev in od ostalih gradbenih in podobnih strojev, tako da tu je potrebno kar precej pozornosti na to uporabo. Tudi to bo v tem sklopu letošnjega leta nekaj ponujenega, pa potem tudi, če bo interes seveda organizirano, potem imamo tu izredne prevoze, kajti področje je poljedelsko, srečujemo kombajne na cestah. Pri uporabi leteh pa je enostavno potrebno tudi ne samo dovoljenja za uporabo in premik, ampak je tudi potrebno imeti spremljevalce, ki imajo pravne tečaje za izredne prevoze. Tako da, ja, veliko se seveda najde v sklopu teh aktivnosti tudi takih možnosti, da lahko omogočimo s tem, da zberemo nekaj kandidatov, da predavatelji se približajo nam, ne da mi vse praktično hodimo v prestolnico ali pa še kam dalje na izobraževanja. Občni zbor je potekal po dnevnem redu, ki je običajen za društva. Na občni zbor so povabili številne goste, med katerimi sta bila tudi župan Danijel Vrbnjak in vodja oddelka za kmetijstvo na občini Ormož Miran Klinc, ki pa sta v svojih pozdravnih nagovorih izpostavila najaktualnejše informacije povezane s kmetijstvom v občini. Moram reči, da sodelovanje je z občino Pometovane vzorno. Zdaj absolutno kmetijstvo je ne samo za občino Ormož, če lahko govorim tudi v imenu vseh treh županov za upravno enoto Ormož, se pravi za središče Sveti Tomaž in Ormož pomembna panoga. Konec koncev preko veliko zemljišč, veliko dejavnosti se na tem območju dogaja. Pomembno je vsekakor tudi za Slovenijo. Jaz verjamem in upam, da bo Ministrstvo za kmetijstvo tudi sprejemalo dobre ukrepe, da bodo tudi posamezne dejavnosti v sklopu kmetijstva, pa tudi, kar se tiče gradnje infrastrukture, dobro preko raznih razpisov poskrbljeno. Zdaj, če se mogoče vežem na našo občino, zdaj v tem letu namenjamo z vsem, če se nam uresniči tudi razpis ze strani države, nekako je napovedan razpis za gradnjo namakalnih sistemov. To se pravi, imamo pripravljeno zadevo za prijavo vrednosti investicije namakalnega sistema, da se v tem sodensko-senajskem delu nekako zaključi, je predvidena investicija malo manj kot 1,8 milijona evrov. To se pravi, bi v tem delu dobesedno namakalno opremili. Se pravi, to področje, seveda imamo izzive še na drugo stran, preko ormoške občine, predvsem tisti frankovsko-pušinski del, tam so tudi želje po namakalnem sistemu. Tam nas malo jezi Natura 2000, zaščitene pravna območja, da moramo izvesti komasacije. Zdaj je predpogoj za črpanje oziroma za izgradnjo namakalnih sistemov, črpanje denarja pa je komasirano območje. Zdaj, koliko imamo informacije, še bo država nekaj namenjala, te sredstev ravno za agromelioracije, za komasacije, tako da se bomo tu potrudili. Župan je že povedal, da bomo po svojih močeh najboljše pomagali kmetijstvu, kjer se da, do zdaj smo, pa tudi v bodoče bomo. Kar se tiče kmetijskega razpisa, v ponedeljek bo objavljeni. Z rahlo zamudo, to pa zato, ker smo čakali uredbo Ministrstva za kmetijstvo za področje de minimisa. Ker te uredbe ni bilo, je ministrstvo dovolilo, da lahko v prvi polovici leta pod starimi pogoji razpišemo in razdelimo letošnje sredstva, ki je v višini približno 70 000 evrov. Tu so namenjena sredstva tudi za delovanje društev. Moram pohvaliti vaše društvo zelo aktivno, to pa zato, ker imate dobro vodstvo in dobre člane, drugače k njemu ne biti. Kar se tiče drugih aktivnosti, res je, kot je župan rekel, pričakujemo razpis za približno 1 800 000 evrov za izgradnjo namakalnega sistema, tako da bo ta sistem v velikosti 1100 hektarov eden med večjimi ali pa največji, zelo dobro delujoči namakalni sistem.
Dejstvo je, da je po 20 letih sigurno se pojavljajo kakšne težave, okvare, tudi nekaj imamo za popraviti in do nove sezone in do novega zagona, ki bo zadnji dni marca, upam, da bo sistem pripravljeni. V lanskem leti je bilo približno 200.000 kubikov dobavljene vode. Kmetje, ki so ga uporabili, so bili zelo zadovoljni in pričakujemo glede na klimatske spremembe in upam, da bo reka Drava dovolj dobra z vodno kapaciteto, da bomo pokrivali potrebe po namakanju. Kar se tiče še dodatne aktivnosti, v tem cajtu je občina pristopila tudi k izbiri izvajalca za letalsko zaščito, protitočno avionsko zaščito v kmetijstvu. So plusi in minusi, ampak pričakujemo glede na dosedanje izkušnje, da je več koristi, zato bomo z tem projektom tudi naprej nadaljevali. Kar se tiče drugih aktivnosti ali pa mogoče vloge občine kot take, kot je župan omenil, pričakujemo, da ministrstvo bo južno od Ormoža proti središču ob Dravi olajšalo zložbo zemljišč in izgradnjo namakalnega sistema. Na drugi strani, kot je župan omenil, tudi v okviru OPN-jev je možno vas podprti v smislu izgradnje investicij, ki so namenjene kmetijstvu. V ta namen je možno tudi sofinancirati komunalne prispevke strani občine Ormož. Tako da, če bi črto potegnili, lahko rečemo, da sorazmerno vas dobro spremljamo. Je pa tudi dejstvo to, kot je gospod Vnuk omenil, na drugem vašem področju je pa potrebno, da ste združeni, da ste složni, da ste močni, ker v slogi je moč in samo združeni, tako ste v okviru strojnega krožka, tako ste tudi na področju poslovnega povezovanja uspešno tržili svoje produkte in ohranjali delovna mesta. Še nekaj ne omenim, imamo tudi eno dolg strani lanskega leta, smo organizirali glede na številne padavine in škode, ki se povzročajo na hribih, kjer nam odnaša orno zemljo, je bilo eno predavanje, s katero so strokovnjaki vam predstavili konzervirajočo obdelavo. Na tem področju ima zelo dobre izkušnje tudi podjetje Jeruzalem Sad. Kot sem slišal strani predsednika Mirka, želite na tem področju nekaj narediti, pokazati ljudem, pa bi mogoče dal en predlog, da bi to zadevo, ki je še tudi z naše strani odprta, skupno organizirali tisto praktični prikaz konzervirajoče obdelave, ker ne nazadnje, če bomo ohranjali kvalitetno tla z večjo vsebnostjo organskih snovi, humusa in hranil v tleh, boste lažje kmetovali, pridelki bodo stabilnejši, boljši in v končni fazi bo posledica tega tudi to, da bo nekaj več evrov ostalo v žepu. Želim vam vsem lep večer, boste še naprej složni, naj vam stroji dobro služijo, predvsem pa obilo zdravja tako v hlebih kot v družini in z stroji čim več strojolomov, da bo delo teklo, pa da boste čim več preko medsosedske pomoči pomagali drugemu, da bo potem stroški na drugih kmetijah čim manjši in čim več dohodkov. Tako so zbrani na občnem zboru, ki je potekal v gostilni pri Marti v Cvetkovcih, dobili veliko dobrodošlih informacij in natančen vpogled v kmetijsko politiko občine. To pa je običajno tudi bistvo takšnih in podobnih srečanj ormoških kmetijcev. Med mnogimi atraktivnimi dogodki, ki jih v svojih 9 letih delovanja prireja Društvo za ohranjanje dediščine Prleških železničar iz Osluševcev, je tudi postavitev razstave v upravni stavbi Slovenskih železnic na Kolodvorski 11 v Ljubljani. Razstava bo na tej lokaciji na ogled vse do konca aprila. Tako Društvo Prleških železničar kot občina Ormož pa postavitev razstave v Ljubljani štejeta kot še eno odlično možnost za promocijo destinacije Jeruzalem, Slovenija. Slavnostno odprtje razstave je bilo v torek.
Razstavo različnih starinskih železničarskih predmetov, fotografij in razlagalnih panojev iz zgodovine železnice na ormoškem koncu in v Sloveniji, ki jih Društvo Prleški železničar sicer hrani v svojem muzeju na stanici v Sluševcih, so naslovili Železniška dediščina nas povezuje. S prepričanjem, da je tudi možnost postavitve razstave v upravni stavbi Slovenskih železnic v Ljubljani način povezovanja. Ne samo zaposlenih na železnici, pač pa zainteresirane javnosti in predvsem nostalgike, ki jim je vožnja z vlakom predstavljala in jim še predstavlja posebno zadovoljstvo. Končno pa možnost razstave v Ljubljani pomeni promocijo Društva Prleški železničar, njihovega edinstvenega muzeja na stanici v Sluševcih, gotovo pa promocijo destinacije Jeruzalem, Slovenija. Tako se je na odprtju razstave zbrala vrsta članov društva, predstavnikov občine Ormož in Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Ormož ter visokih predstavnikov Slovenskih železnic ter zainteresirane javnosti. Slovesnost na odprtju razstave se je začela z značilnim železničarskim žvižgom Nine Avbej-Lekić, delavske direktorice Slovenskih železnic ter članice poslovodstva Slovenskih železnic, ki je bila tudi prva govornica. Razložila je pomen ohranjanja železničarske dediščine za mlajše rodove, saj narod, ki nima zgodovine, nima prihodnosti, je med drugim poudarila. Slovesnost ob odprtju razstave je služila tudi predstavitvi zbornika Pogled v zgodovino železnice Prlekije in Prekmurja na prelomu modernizacije, ki ga je v teku prireditve v odlomkih predstavljal moderator Peter Kirič, ki je tudi član Društva Prleški železničar. Razstavo in društvo pa je predstavil predsednik društva, magister Franci Zemljič, ki je avtorjem prispevkov v zborniku podaril po izvod zbornika. Slovesnost sta s prisotnostjo popestrila še dva para oblečena v koroško in gorenjsko narodno nošo iz Železniško-kulturno-umetniškega društva Tine Rožanc ter prleški kantavtor Tadej Vesenjak, ki je med drugim predstavil tudi svojo novo pesem, ki nosi naslov Zacügljeni pajzel na nekšni postaji. Glede, vi vsi tu rečete ü. Če ne veste rečete ü, naredite luknjo za o, da pa skozi to luknjo za o, rečete i. Probaj, no? Evo. Šnel kurs. Društvo Prleški železničar je ne samo tak. Poleg vseh artefaktov, ki grejo poleg železnice, so na Sluševci, stari Sluševski postaji, naredili celo gostilno. Takšna gostilna je na vsakši dobri postaji nekda bila. To so bile takšne gostilne, ki gnejši dan na žalost z modernizacijo izginjajo. Kaj če bo, cajt gre dal. Takšna gostilna, v kateri se je meša bolj cigaretov, kafeta, poletega piva, pa vina, pa še kreta. Ne se treba pitati, kje je še kret, ker si samo malo za nosom ša. Kelnarca Alvadi je bila tako dobra, tako pametna, kaj je bila za župnika, psihologa, psihiatra, mediatora, vse je vedela. To so tudi bile nekda železnice. Vse. Tam so se ljudje dobili, tam so se svadili, če treba, pobotali, če treba, se zmenili marsikaj, šli na razno in opet prišli v kruh. In v takšen pajzli iz analognih cajtov uči to ta pesem. Nažalost izginjajo, saj jih še najde, ampak seveda bolj redki.
Zacugeni pejzl na nekši postaj, očikov prelukjani, biljard prekraj, po šajtravih mizah, povsodi okoli, z nogačami kviški, pospravljeni stoli. Za šankom si kelnarca cecke popravlja, pod pudrom pa šminko se špegli na stolu. Pa nikoga nega, pa nihče ne pride, pa kupice mujvle, pa vira ide. Le tu pa tam redko kda k šanki posloni, se samo še kakšen pijanec pohconi. Prešvohka bi pija, za cuma na glaji, za cigenem pejzli, na nekši postaji. Zacigeni pejzl na nekši postaji, som sebi še družen, som sobom še svoj. Za menom je dosta, pa ka bi še kuša, ne troštam se ničesa, cuk mi je boljša. V punoji vidim še mimo voziti, pa včasih me mo, ka bi htela skočiti, pa nikši ne bremza, pa nikši ne stavi, pred kufrom pri nogah, klobukom na glavi. Po cecki za šankom zdaj posem oči, na doli žarimi, pa vcotne tišči. Pelinkovcu v kupici, sajami v raj, za cigenem pejzli, na nekši postaji. Društvo Prleški železničar lokacijo razstave, torej avlo upravne zgradbe Slovenskih železnic v Ljubljani, šteje kot posebno čast. Ja, res je eminentna lokacija, bi rekel, Slovenske železnice so našlo neko matično vez za železniško dediščino in to se štejemo v čast. Na hitro smo dobili povabilo in smo pol tudi vse močili napeli, da smo to uspeli v tem kratkem času narediti. Si obetate kakšno novo posebno pozornost potem po tej razstavi, kar se tiče obiska na stanici? Ja, vsakor še dodatno, že zdaj imamo 2000-letno obiskov, lansko leto je bilo glede na razmere še malo manj obiskano, 1600, ampak seveda si želimo pa pričakujemo še več obiska, se pravi, ker na nek način ljudje, ko pridejo pa nas vidijo po slika, po filmi, so tam prečudeni nad tem videnim, kot vidijo. Seveda je frapantna zbirka vseh eksponatov, kot je bilo povedano, 1000 primerkov, potem okrog 2000 pisnega gradiva. Kdo pa se pravzaprav ukvarja konkretno s tem? Kdo je tisti, ki zbira, ki proučuje vso to gradivo? Ja, več ali manj je več članov, bi rekel, zdaj, da bi tehnično, bi rekel, organizacijsko pa te predmete, seveda Janko Korpar, ostale gradiva pa samo v pomoči drugi člani. To pomeni, da tudi vsi člani zbirate to in potem
na nek način prinašate na kup? Ja, bi rekel, od začetka v našem času delovanja, zdaj 9 leto, smo na nek način prosili ljudi, da so nam kaj dali, ko pa so spoznali, da res to gre za skrbno zbiranje, pa urejanje, nam sami prinesejo. Zelo včasih štejemo, danes ni bil prisoten, se pravi gospod Karel Rustja iz Ljubljane, ki je avtor številnih knjig pa publikacij, nam je dal številne, bi rekel, pisna gradiva, originalne. Ena od teh je tudi o otvoritvi postališča v Sluševci iz leta 1926. Mi temu na nek način rečemo rojstni list naše lokacije in vse te stvari si štejemo včasih, ki dobimo. Je pa avla upravne zgradbe Slovenskih železnic tudi sicer namenjena za najzanimivejše razstave iz železničarske kulture. Ja, dejansko tale prostor zadnje čase kar lepo živi. Naj povem, da pred to razstavo je imelo razstavo kulturno društvo Godba Slovenskih železnic, katere so Slovenske železnice generalni sponzor ob jubileju 120 let delovanja Godbe Slovenskih železnic. Tako da smo zelo ponosni, da se dejansko naša društva, ki delujejo v okviru Slovenskih železnic, da so pripravljena narediti takšne lepe predstavitve, tako da tale galerija tukaj res resnično živi in imamo ves čas, imajo društva nekakšne predstavitve, kot je tale zdaj. Gre vedno za železničarske tematike, kar se tiče tukajšnjih razstav? Ja, res je, veliko je tega, ne? Ste lahko slišali tudi prej v govoru, ne, da podpiramo tako kulturno društvo Tine Rožanc, kjer so večinoma plesalci, se pač ohranja ta folklorna dediščina, potem godba, potem društvo, kot je Prleški železničar, je tudi še kar nekaj. Ne povem, tudi v Šentjurju je zelo dejavno društvo za ohranjanje te dediščine železniške. Tako da dejansko vedno se nekaj najde. Ja. Naši železničari, ne povem, so zelo dejavni na različnih področjih, tako da vedno je nekaj. No. Avtor razstave je Janko Korpar, ki pove, da so se znotraj društva Prleški železničar skrbno pripravljali na razstavo. Ja, bi kar rekel, ja. Je bilo kar nekaj priprav na to razstavo. Ste kaj posebnega izbirali tukaj za to razstavo, kaj konkretnega, kajti vemo seveda, da je vaša zbirka na stanici ogromna. Ja, zdaj glavni predmet je tam madron, ki je tukaj. Vse ostalo se okrog tega dogaja. Ne? Na tej strani so 4 vitrine z predmeti železniškimi starimi. Tu so panoji z slikami našega člana Janeza Goloba. Na tej strani pa imamo panoje iz leta 2016 otvoritve proge Pragersko-Hodoš. To pomeni, da je v bistvu to ena takšna razlagalna razstava. Ja, nekaj takega, ja. No, kako pa ste izbirali torej eksponate za to razstavo? Sami ste si rekli, aha, to bi bilo treba pokazati? Ja, to se ponavadi sedemo skupaj, pogledamo stvari, se odločimo in potem nastavimo, pač razstavimo. Ne? No, kako dolgo pa ste pripravljali to razstavo tukaj, da vse izgleda tako, kot izgleda? Pripravljali smo en dan tukaj v tem ateljeju. Ne? Kaj pa je sicer novega na stanici? Ja, zdaj se bo začelo dogajati. Ne? Pomlad je tu, tako da kar veselo. Ne? Imate kaj novega, kakšen poseben nov eksponat? Imamo kretniško postojanko, to je zdaj zadnja stvar, ki smo jo postavili. To pomeni vsako leto nekaj novega, zanimivega? Ja, vsako leto nekaj pride zraven. Ne? Na odprtju razstave je od domačinov bila torej vrsta članov društva in predstavniki občine Ormož. Ponosni, da se takšna razstava dogaja sredi Ljubljane.
Ja, seveda smo lahko na to ponosni, da se društvo tudi udejstvuje na takšnih lokacijah. Konec koncev v stavbi Slovenskih železnic delamo promocijo, se pravi tudi naše destinacije Jeruzalem Slovenija. Zdaj, kot nam je itak poznano, društvo Prleški železničar deluje, bi rekel, na svojem področju vrhunsko, privabljajo veliko obiskovalcev naše kraje, povezujejo našo zgodbo destinacije in danes to dediščino, ki jo nekako negujejo, ki jo prenašajo, vemo, da razvijajo svojo muzejsko zbirko iz tedna v teden, vedno imajo neke nove ideje in to je tisto, kar tudi nekako daje neko dodano vrednost tudi našemu kraju, naši destinaciji. Tudi direktor Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport občine Ormož verjame, da je prav, da se tudi skozi to vrstno dediščino promovira destinacijo Jeruzalem. Za promocijo pa je prav, da se izkoristi vsaka možnost, tako v domovini kot v tujini. Ja, pričujoča razstava res prikazuje našo dediščino, ki je del naše turistične ponudbe destinacije Jeruzalem, Slovenija. Dobro vemo, da je muzej Stanica reprezentativen, taki fajni muzejček, ki se zna primerjati z Louvrom. Ljudje, ki so že videli Louvre, British muzejem, Technisches muzejem, vse te svetovne muzeje, dediščine, takšne in drugačne, pridejo v te naše male muzeje in so navdušeni nad zbirkami. To je tisto, kaj nam daje nekako zanos, elan, da delamo v pravi smeri. In seveda Društvo za ohranjanje tehnične dediščine Prleški železničar je res, tako bom rekel, pridno društvo, ljubitelji so in da to ohranjajo. To moraš biti temu vdan. Vemo, koliko je tu prostovoljnega dela, koliko je tu sredstev, lastnih sredstev, ne družbenih, bomo rekli, občinskih ali drugih, tako da sami vlagajo za ohranjanje te dediščine. In imamo jih tudi v turističnih programih, se pravi Muzej Stanica, eden izmed turističnih ponudb naše destinacije Jeruzalem, Slovenija. Imeti razstavo v taki reprezentativni stavbi, kot so Slovenske železnice, pa tudi da težo vsemu temu, kaj smo danes tukaj videli in kaj mi imamo v Prlekiji, se pravi v destinaciji Jeruzalem, Slovenija. Pogostitev tudi z mesom stunke, z lobilom pa z domačim vinom, ste videli, kako so navdušeni ti naši obiskovalci, večinoma iz Ljubljane, kajti tega oni ne poznajo in niso deležni tega vsak dan, kot smo mi lahko, kajti vemo, naše vino spada med 5% najboljši vin, lek na svetu, tako da mi to pijemo vsak dan, jemo pa tudi tako dobro. Za pravo prleško južino je poskrbelo turistično društvo Podgorci in nikomur se ni mudilo domov. Sicer pa bo razstava z naslovom Železniška dediščina nas povezuje v avli upravne zgradbe Slovenskih železnic na Kolodvorski 11 v Ljubljani na ogled do konca meseca aprila. To bo vse za danes. V našo družbo vas ponovno vabimo čez teden dni. Ob enakem času na istem televizijskem programu. Razen tega pa pomlad je tukaj, tudi koledarska. Tako da si lahko obetamo vse toplejše dneve. Gotovo pa veliko več sonca. Vse dobro vam želimo in srečno!